Lepo pozdravljeni v podcastu. Danes je z nami gospod Gregor Novak, ustanovitelj skupine Sonce. Gre za ponudnika sončnih elektrarn in posebne svetovne inovacije, ki so jo izumili v njegovem podjetju. Gospod Novak je izjemen poznavalec elektrike in nam bo danes pojasnil, kakšne vse spremembe nas čakajo na tem področju in koliko nas bodo udarile po denarnici. Gospod Novak, lepo pozdravljeni. Ja, lepo zdrav. Najprej pa bi vas prosil za nekaj besed, če poveste, s čim točno se ukvarja vaše podjetje in če predvsem poveste nekaj o tej vaši svetovni inovaciji, ki sem jo omenil. Mi se ukvarjamo, najprej z gradnjo sončnih elektrarn, smo eni največjih v Sloveniji. In potem zraven nudimo celostno storitev. To pomeni, da sončno elektrarno zgradimo, hkrati pa probamo narediti našo stranko čim bolj samooskrbno. To pomeni, da smo tudi dobavitelj električne energije in ponudimo našo energetsko tržnico, to so storitve energetske, kjer ljudje lahko optimizirajo svojo energijo, ki jo proizvedejo sončne elektrarne, ali pa tisti, ki sončne elektrarne nimajo, pa bi od nekoga drugega kupili to elektriko in sami lahko zbirajo ceno, določajo ceno na tržnici od drugih obnovljivih proizvajalcev električne energije, kot so sončne elektrarne, hidroelektrarne in kogeneracije. Vse to imamo na tržnici. In omogočimo to, da se dejansko kupec pa prodajalec sama dogovorita za ceno na tržnici. Torej, mi nismo v tem primeru posredniki. To je svetovna inovacija, temu rečemo tako imenovana peer-to-peer tržnica. Vsak z vsakem lahko dogovarja posle, torej tisti, ki imajo obnovljiv vir, ali pa tisti, ki ga nimajo, ali so to gospodinjstva, ali so to podjetja, ali je to industrija. Vsi, ki porabljajo električno energijo, so pa nas na tržnici lahko in tudi imamo v portfelju, in proizvajalci na drugi strani, ki proizvajajo električno energijo. To je na nek način omogočimo tržnico, kjer se srečajo seveda elektronsko kupci in prodajalci in dogovorijo cene. Deluje pa zadeva na osnovi blockchaina. Tako, osnova za delovanje je blockchain, kjer blockchain ima eno specifiko, vse, kar se v blockchain zapiše, se ne more spremeniti in se tudi ne more brisati. To pomeni, da dogovori, ki stranke naredijo, se zapišejo v blockchain in potem tudi poravnava teh dogovorov se zapiše v blockchain. Zapiše se tudi podatki, koliko je kdo porabil elektrike za vsako uro. Torej, transparentnost s blockchainom prenašamo v okolje, v energetsko okolje, kjer transparentnosti precej manjka. Okay. Zdaj, če se gremo naprej na regulirane cene elektrike, ki se z letošnjim letom zaključujejo, torej v celoti elektrika za gospodinjstva ne bo več regulirana, samo še v 90%, kar se sicer sliši veliko, ampak 10% elektrike bo neregulirane. Tukaj pa se zdaj postavlja vprašanje, kaj to pomeni za ceno. Kaj lahko gospodinjstva zdaj pričakujejo? Ja, gotovo lahko pričakujejo povišanje cene v enem deležu, kar pa potem iz tega naslova ne bo veliko povečanje. Ne. V povprečju so zdaj recimo kot pri regulirani ceni gospodinjstva plačevali okoli 98 evrov za megavatno uro, ali pa če rečem 0,098 evra na kilovatno uro, to gospodinjstva bolj poznajo svojih računov. Zdaj bo pa ta cifra šla nekje na 105 evrov ali pa na 10,5 centa. Torej nekje za 5-6% povišanje sam z naslova cene bo v drugem letu, ker utež tega dela, komercialnega dela, je samo 10%, 90% pa ostalo še vedno regulirano. Nekateri ponudniki so že objavili te cene za 10% neregulirane cene. Na družabnih omrežjih je bilo kar nekaj, zgražanja na tem, da so cene visoke. Kaj menite vi? Ja, smo videli tudi, mi smo jih kot sam kontrakt smo objavili te cene, ker jih moramo objaviti en mesec pred uveljavitvijo. V bistvu cene so nekje, bom rekel, tržne. Namreč ljudje so se mogoče malo navadili na te cene, ki so bile prej, pod 100 evrov za megavatno uro, trg je pa zdaj nekje na 150-160 evrov za megavatno uro in ponudniki so tu nekje objavili, za maloprodajne cene, bom rekel, v skladu s trgom. Ne vidim tukaj nekega dosti velikega odstopanja ali pa da bi kdo udiral, kupce. Cene so nekje dosti normalne in smo tudi nekje vsi v nekem rangu plus minus 15%. V vsakem primeru pa podražitev bo? V vsakem primeru, sama elektrika se bo podražila iz regulirane na neregulirano, če tako rečem, za 50%.
Ne bo pa to prva podražitev. Naslednja podražitev nas čaka že čez pol leta, ko se spet obeta ena še bolj zapletena sprememba in sicer z več različnimi tarifnimi postavkami za obračun omrežnine, če sem prav povedal. Tako, ja, ste prav povedal. Tu pa je, bom rekel, ta udarec bo pa, bom rekel, močnejši. Agencija za energijo je ravno pred kratkim objavila nov akt o omrežnini in ta cel sistem pride v veljavo, tako kot ste rekli, z 1.7. drugo leto. Tu pa gre za eno bistveno stvar, torej strošek omrežnine na energijo, ki jo kupujemo vsak dan doma, se seli iz same energije, to je koliko kilovatnih ur porabiš, na nek fiksen del, na priključno moč. Koliko imaš pravice jemati iz omrežja ali pa koliko jemlješ moči iz omrežja v nekem trenutku. Torej, če po domače povem, koliko lahko potegneš iz omrežja, če več potegneš v omrežja, boš plačal več. A ne? To pomeni, ta fiksni del se je pa zelo povečal in bom rekel, po mojem osebnem mnenju nesorazmerno veliko. Razumem ta del regulatorja in pa tudi, ki snujejo politike, da se je povečal, rekel, delež fiksnega malo bolj in zmanjšal sam variabilni del omrežnine. To razumem, da je šel ta trend. Zakaj sploh delamo to? Ja, bom rekel, po moje zaradi tega, ker omrežje ne sledi potrebam, ne, prehoda na obnovljive vire, in s tem na nek način se omejujejo tako imenovane konični odjemi, špice iz omrežja, ki jih vzamemo, če te pač udarijo po denarnici, pol malo manj jemlješ ven. Ampak jaz osebno nisem zadovoljen s to vrstno zadevo, ker se je tako imenovani blok 1, časovni blok 1. Mislim, prvo kot prvo imamo zelo kompliciran španski model. 5 blokov. Veste, za navadnega uporabnika pa kako bo zdaj doma vedel, kdaj mora kaj prižgati, a pa kdaj mora kaj ugasniti, če to ročno doma dela. Do zdaj je bilo, rekel, saj nekaj jasno. Vedeli smo, do 22 ure je draga elektrika, po 22 uri je poceni. Potem so gospe ali pa gospodje prižgali pralne stroje in stvari, timer naštimali po 22 uri in potem se je po noč nekaj zgodilo, kar se je lahko po noč zgodilo. Ugrela se je voda topla, ampak je tazga. Zdaj je to 5 blokov, 2 sezone. V prvi sezoni so drugi bloki, znotraj dneva so 3 bloki. Torej, najbolj, če tako poenostavno povem, najbližji temi visoki tarifi, ki smo bili zdaj navajeni, je blok 1, ki velja samo v zimski sezoni, od novembra do konca februarja, in velja od 7 zjutraj do 2 popoldan, pa od 4 popoldan do zvečer do 10. Ne? To pomeni, ta je še najbližji tej visoki tarifi. Kar je pa meni osebno me zmotilo, je, da je ta blok, ki je najbližji tej visoke tarifi, se na prejšnjo stanje, torej na obstoječo stanje, ki imamo, podražil za 500% podražitev, torej 5-kratnik. In je iz 0,7 evra na 3,6 evra. To je približno 5-kratnik. In je ta podražitev za mene nesorazmerna. Zakaj rabimo? A je kdo v bankrotu, da rabimo ga malo nafilati z denarjem? Ne? To pomeni, to se jaz logično vprašam, ne vem pa, kaj je odzadaj. Ne? To pomeni, ta drug blok, ki je pa temu sledi, ki je ta recimo od 2 do 4 popoldan, pa za vikende bo ta nižji drug blok, ne? Ta blok je pa potem ima manjšo podražitev, ne? Je pa 0,88, to pomeni, ima pa podražitev na obstoječo stanje, bom rekel, 10-15%. Ne? Torej, take podražitve, bom rekel, nekako, da dobimo malo več denarja za omrežje, so mi dosti logične. Te 5-kratnik pa izstopajo avtomatsko in se potem seveda vsi bojimo, kaj pa bo zdaj, če bomo v tem bloku. Seveda bomo. Ja, glih ravno glavni del dneva bomo v tem bloku. In se ga ne moramo izogniti. Ne? Moramo gledati tudi eno porabniško izkušnjo. Jaz, če moji ženi rečem, da mora kuhati kosilo točno od 2 do 4, me bo nekam poslala, veste. Ne moreš prilagoditi tem stvarem. Torej, ročno, da bi zdaj se prilagajali tem blokom, pa vedeli za vse sezone, pa se to na pamet naučili, pa tako delali, je nemogoče. Torej, to kliče po temu, ne vem, upam, da so snovalci politike to imeli v mislih. 2 stvari tukaj vidim. Ena je v vsakem primeru avtomatska regulacija. Ker to se ročno več ne da upravljati.
torej, in paziti na te, cone, kdaj bomo elektriko uporabljali, kdaj se bo kakšna toplotna črpalka vžgala, kdaj bomo avto polnili in tako naprej, ker enostavno je preveč komplicirano. To pomeni, je potrebno avtomatizirati to zadevo in to spet košta. Ali, torej eno je, da damo neki energy management sistem, torej neko upravljanje, ki ga nekje daljinsko upravljamo, to mi kot pri Sun Contractu imamo to storitev narejeno, ampak je treba priti stranki, namestiti neko opremo in ponuditi neko storitev. Ne? Spet stane. Seveda, ne more biti zastonj, ker pač mora kdo to storitev upravljati in neko opremo namestiti. Druga rešitev pa je, ki jo vidimo, bom rekel, dolgoročno, ki bo mogoče celo ta regulacija še bolj spodbudila, da bomo v to smer šli vsi, ne samo tisti, ki smo zdaj imeli sončne elektrarne, za vse uporabnike, da bo imeli pač svoj obnovljivi vir, če ga le lahko imajo, ne, če imajo neke strehe in neko možnost, in svojo baterijo, nek hibridni sistem, ki bo pa pač spet krmiljen, recimo nadaljavo iz nekega našega centra ali pod enega zunanjega centra, ker stranka sama pa sebi ne more samo nekaj fiksno nastaviti in potem to, da funkcionira. In s tem virom in s to pametjo, s to storitvijo nadaljavo optimizirati, ker tukaj morate vedeti pa še ena stvar. To smo zdaj govorili samo o omrežninskih blokih. Kdaj se elektrika, recimo, lahko jemlje iz omrežja. Potem imamo pa še ceno električne energije. Cena električne energije se je, pa smo videli že zdaj, tudi podražila, ne? In se bo tudi v bodoče najbrž ne bo cenejša, bo predvsem dražja. Ne? To pomeni, imamo dve podražitve hkrati. Zato se jaz bojim za leto 2025. 2024 še ne bo tako hudo, razen mogoče zadnje 2 meseca, ne? 2025 bomo imeli pa celo leto, ne? Bojo pa te računi se konkretno pokazali pri nekaterih tipih odjemalcev, predvsem pa bojo udarili, na žalost, to moram pa reči, vse, ki smo že investirali v zeleni prehod. Tukaj je pa enormno povečanje. Ne? Tukaj pa je zdaj prišlo do, rekel, enega spet anomalije v sistemu, kjer se tisti, ki imamo sončno elektrarno in smo v njo že investirali v času, pa bomo zdaj še investirali, in potem imamo recimo toplotno črpalko, seveda, ki dela takrat, ko je potreba in to ponovadi po zimi, ne? V tej višji sezoni, in ki imamo električen avto, ker smo želeli tudi nekaj prišparati na tem segmentu, da manj nafte porabimo, da imamo manj izpustov in tako naprej. Mi smo, bom rekel, v tem sistemu obstoječem, ki bo začel veljati drugo leto, sred leta in potem nekje v zimskih mesecih bomo najbolj penalizirani. Torej bomo kaznovani, ker smo šli v zeleni prehod. Kar se mi zdi pa neskladno s politiko in države in Evropske unije, in tudi z zdravo pametjo, ker namreč kaznovati tiste, ki so največ prispevali k zelenemu prehodu, ne, da se recimo račun, lahko konkretno povem na enem primeru, ne, recimo nekdo, ki ima električen avto, ki porabi približno 5 megavatnih ur, to je 5 kilovatna elektrarna za en avto, za 30.000 km je dovolj, torej 5 megavatnih ur približno porabimo 5 do 6 z enim električnim avtom za celo leto, če ga doma polnimo. Potem imamo toplotno črpalko, ki porabi spet 5-6 megavatnih ur, da smo ogreli celotno hišo. Ostalo je pa recimo nekaj 5-6 megavatnih ur, pa poraba v hiši. Zato recimo za malo večje, v Sloveniji imamo malo večje hiše, je dovolj recimo 15 kilovatna elektrarna. Taka stranka pa porabi nekje 15-16 megavatnih ur. Taka stranka, recimo, imam konkretne izračune, ko ima varovalke 3x25 amperov in zdaj jemlje iz omrežja tja do 17 kW, to pomeni 3x25 amperske varovalke in pač jemlje, kadar jemlje. Ne? Ma letni obračun, letno netiranje. Ne? In zdaj, taka stranka je zdaj pač plačevala nekje 127 evrov na leto stroškov. Ona je bila pač samo skrbna. Elektrike v omrežnine ni bilo treba plačati in mogla pa priključno pomoč plačati. In to rejanga 19-20 evrov na mesec, pa 12 mesecev. Ta stranka je seveda s to investicijo, s tem stroškom šla v investicijo sončne elektrarne. Ne? Zdaj, s to spremembo, ne, bo pa ta stranka iz 127 evrov prišla na 580 evrov. Torej bo imela največji skok, torej 458%, torej ranga skoraj 5-krat. Ne? In je seveda, njej to, bom rekel, precej poslabša to računico, s katero je šla v sončno elektrarno. Takih strank v Sloveniji imamo 45.000, tudi jaz sem med njimi. Ne? In drugo leto je imela ranga 60.000. In da so šli
z politiko te stranke pa kaznovati do neke mere, zato so pomagali k prehodu na obnovljive vire in pomagali, da Slovenija ne plačuje kazni, da je plačala samo 5 milijonov kazni do zdaj, se mi zdi pa nekorektno. Najmanj nekorektno. Zato, ko vidim, da ta omrežninski akt je bil sprejet, politika državna se ni na to odzvala in dala neke, bom rekel, spremembe, agencija je to potrdila, to zdaj velja, bi si želel, da vsaj eno stvar naredijo. In to, da tovrstnim strankam, ki smo že šli v to investicijo, omogočijo, da te elektrarni, ki nima baterije do zdaj, dodamo še en hibridni razmernik, pa eno baterijo, zato da bomo lahko to priključno moč zaoptimizirali in ta strošek z 580 evrov spravili nazaj recimo na 200 evrov. In pa bi bilo to sprejemljivo. Torej, vsi, ki smo že investirali v sončne elektrarne, bi želel, da Borzen, ki ima sredstva za prehod, za zeleni prehod, tam je 400 milijonov plus denarja, ki se kar stoji, pa se nič ne more porabiti in že leto pa pol ne morajo speljati neke politike, da bi ta denar dal na voljo uporabnikom, da se omogoči za nove sončne elektrarne in tudi za obstoječe, vsi, ki smo v zadnjih 7 letih investirali po shemi net meteringa, da se omogoči tudi, da se doda baterijo. Na tek način se pomaga omrežju. Jaz mislim, da so to hoteli pri omrežju doseči, da se špice zmanjšajo. A na drugem koncu, da se omogoči, da bomo lahko jih te špice zmanjšali s neko podporo v baterijski sistem. Ker to je zdaj edina opcija, da lahko to zoptimiziramo. Ali pa spremenimo to politiko takšna, kot je bila sprejeta, oziroma akt o omrežninah. Kaj bi vi svetovali enemu povprečnemu gospodinjstvu, kako naj ravna čez pol leta, ko bo uveljavi ta nov tarifni sistem? Ja, jaz mislim, da morajo zdaj vsi nekako v to smer razmišljati, da bodo eno zadevo imeli pri sebi. Torej, ali recimo, ne vem, nas vprašajo, pa pridemo z neko napravo, ki jim saj recimo uravnava toplotno črpalko, da se bo ta moče prižigala samo v tistih času, ko je nižja tarifa, torej drugi blok. Če je to možno, seveda, mora imeti v tem primeru nek zalogovnik za vodo, v katerega toplotna črpalka lahko napolni. Tisti, ko ima direktno povezavo v talno ogrevanje, bo to, bi rekel, relativno težko naredili, ker bo slaba uporabniška izkušnja, ker bo stanovanje malo začelo hladiti. Potem pa to. Torej, vpliv na uporabniško izkušnjo se je zbrati izločil. Mi imamo rešitev, recimo za tiste, ki imajo baterijo, da jo upravljamo baterijo, pa z baterijo to uredimo, torej z baterijskim sistemom, pa s hibridnim razmernikom. Mi imamo to rešitev, lahko ponudimo. Tisti, ki pa tega nimajo, pa imajo recimo zalogovnik, imajo recimo peč na drva in toplotno črpalko, pa imajo nek zalogovnik zaradi tega peči na drva, lahko dodamo še, bom rekel, en management sistem, eno škatlico, katera pol nadaljavo uravnava in bomo tudi lahko zelo, zelo zmanjšali te špice in ta, bi rekel, prehod stroškovno, bi rekel, zelo ublažili. Tisti, ko pa nič od tega nimajo, bi bilo pa smiselno, da začnejo razmišljati, da recimo grejo, če je le možno, v neko sončno elektrarno, hibridni sistem in na tak način, ker imamo enkrat hibridni sistem, baterijo pa hibridni razmernik, pa recimo sončno elektrarno, s tem bomo pa naš sistem v zadnji, ki bo to na urnem nivoju uravnaval in pametno to delo za stranko. Potem bojo ta strošek, bi rekel, ne bo tak poskok, bo poskok mogoče samo 30%, 20% na ta. Samo, ja. Ampak veste, v teh cifrah, ko govorimo 500%, je 30 samo. Nažalost, je to tako. Na ta del, na priključne moči. Torej, bom rekel, še nekako sprejemljiv skok, kar se tiče. Je pa rešitev, ko vidimo, kam gre svet in kam gre to, rešitev je samooskrbnost. Torej, da smo pri sebi doma samooskrbni, da imamo svoj vir, imamo svojo elektrarno, če je možno, ali pri sebi doma, ali pa nekje, ko bom moče tudi kasneje malo povedal, nekje nadaljavi, nekje zakupljeno, imel svoj vir in ta vir porabljam takrat, ko ga rabim in imam tudi še neko baterijo, s katerim pa uravnavam to vrstni strošek, rekel, omrežnine, za priključno moč, katero so nam zdaj, rekel, zelo podražili. Kaj pa sama uporaba gospodinjskih aparatov v vsakdanjem življenju? Kako naj potem ljudje ravnajo, ko bo ta nov tarifni sistem, da si ne bodo preveč nabili stroškov? Zelo težko bojo ljudje vedeli, kdaj prižgati kakšen aparat, ker sem pravim 5 časovnih blokov, v 2 sezonah se to, bi rekel, nekako različne cene. Kar bi mogoče ljudje lahko vedeli samo to, da po 10 uri bo še vedno nižji blok, tako kot je bil recimo do zdaj, pa zjutraj do 7 ure,
to bo še nekje ostalo, recimo, če bojo pralni stroj prežgali, da ga naj prežgejo še vedno po 10 uri, recimo, ne pa nekje po noči, če laufa. To bo nekaj prineslo. Problem pa ni točno v tem, ne? Problem je v tem, da bodo oni nehote enkrat presegli 15-minutno povprečje, ki se bojo rekli, bo imelo eno, ne vem, se bojo pač vklopile neke naprave in tudi moče se bo peklo na elektriko, kakšna pečica, pa še 2 plošče. Veste, vsaka plošča ima 2 do 3 kW. Če imamo 3 plošče na štedilniku pržgane, je to nekje 7-8 kW lahko že hitro s pečico vred. Pa da se vžge še toplotna črpalka, smo takoj na 11-12 in smo že na tej špici. In ko imamo to špico, potem jo naslednji mesec plačujemo. Oziroma, če smo prej mi sami malo znižali si to, rekel to dogovorjeno priključno moč, dogovorjeno obračunsko moč se reče, potem bomo plačali to penale, če bomo presegli. Tako da stvar je zelo kompleksna, zelo komplicirana. Tako da v bistvu sama fizična oseba bo to zelo težko delala. Zato mi svetujemo, da pridemo recimo mi s tem energy management sistemom, seveda nekaj malega košta, ampak bo pa dolgoročno prinašal prihranke, ker bo pač te stvari uravnaval, ker pač uravnavajo lahko. Seveda, če imajo toplotno črpalko, pa če imajo to možnost se da nekaj uravnati, vsekakor pa najlažje uravnavati z nekim hibridnim sistemom, seveda, ker pa pomeni spet investicijo. Zdaj, ko razlagate to zadevo, vse skupaj slišati, ko da gre za nek sistem, ko ti podtalno nekdo poskuša nekaj prodati, oziroma kot nek nateg vse skupaj. Bom rekel, ne vem točno, kaj so imeli v mislih. Jaz verjamem, da so imeli v mislih težave energetskega sistema, ki pač dejansko v teh špicah, bom rekel, ni sposoben polniti stvari in zdaj so probali na tak način penalizirati uporabnike, ker se mi pa ne zdi najbolj prava pot, ampak tako pot so izbrali. Jaz mislim, da je bila bolj pot samooskrbe, spodbujati samooskrbo, seveda optimizirati to energijo, kako se jo pošilja v omrežje. A na drugem koncu se mi zdi ena stvar, ki na državno-gospodarskega energetskega vidika, ki si jo skozi v zadju in se nikamor ne premakne, je tako imenovana fleksibilnost. Torej, energetski sistem Slovenije narediti bolj fleksibilen. Moje osebno mnenje je, da ga lahko naredimo in to z črpalnimi hidroelektrarnami, potem pa lahko uporabniki rinejo elektriko v omrežje, ko pač je to možno. Seveda distribucijsko omrežje je problematično, je treba velike investicije v njega narediti. Ampak vse zato imamo distribucijska podjetja, da podjetje je eno, Eles, ki je zdaj to prevzel, da tukaj pračne investicije, vem pa, da rabijo nekaj časa. Ampak bojo mogli mečkim hitreje premikati v investicijah, ker elektromobilnost je tu, trpočvalke so tu in jo moramo narediti zaradi drugih ciljev, klimatskih sprememb in tako naprej. Torej, ampak to fleksibilnost znotraj dneva, da lahko elektriko čez dan, ko imamo sonce, ki je najcenejše, imamo v izobilju, čas še preveč, da lahko vodo črpamo na hrib, pa potem iz hriba spuščamo z večernih urah, ki je vemo elektrika 2-3 krat dražja in je premalo, 9, 10 zvečer, 8, tako neodvisno od vremena, od letnega časa. To fleksibilnost pač enostavno bi rabili v Sloveniji investirati. In vemo, da se noben projekt nikamor ne premakne in že leta s tem govori, dosti nasprotovanja, to vrstne stvarem. Imamo pa to naravno danost, ker imamo hribe. Nizozemskem se tega ne more privoščiti, mi si pa lahko. In namesto baterij, ki jih kupujemo na Kitajskem, jih bomo vozili na tole predlagano zakonodajo v 1000 tonah v Slovenijo, bi lahko zgradili eno večjo ali pa par večjih črpalnih elektrarn in naredili seveda z neko ekonomijo obsega bistveno boljšo fleksibilnost in s tem uravnali energetski sistem, ki ga Eles mora uravnati in jaz ga razumem, to mora urediti. Ampak te politika se ne premakne v to smer. Torej, zdaj na nek način je so breme prišlo na nas, uporabnike, da moramo kar sami se izravnati. To je pa najdražje. In se bomo očitno mogli. Povedali ste že nekaj o samooskrbi, kako pomembna je. Ali je rešitev za samooskrbo tudi jedrska energija? Jedrska energija, ja, na nacionalnem nivoju je to seveda rešitev, ker če imaš pač toliko jedrske proizvodne, se šteje, ko se gleda vedno samooskrbo na letnem nivoju. Seveda, če tako dodaš v sistem, boš toliko in toliko bolj samooskrben. To gotovo je. Je pa pri jedrski energiji par izzivov.
Ne? Zdaj, vidite, članki v zadnjih 2 tednih. Ne? Agencija za atomsko energijo opozarja, da je bila, ne vem, elektrarna Zaporožje v Ukrajini že 8. na robu jedrske katastrofe, ne? Ker je pač v vojnem območju. 8. v teh 2 letih vojne. To pomeni, vidite, tu so pa ena tveganja, ki jih recimo sama jedrska elektrarna nima, ona znajo zelo lepo jo uravnavati, ampak če pride v take situacije izrednih razmer, svet pa je zdaj bolj nevaren in zdaj bolj neroden za te stvari, zdaj bolj nevaren, pa imaš veliko težavo. Zdaj rabiš drugo elektrarno, recimo mi imamo Brestanico, da napaja to elektrarno, da lahko se hladi, če ti porušijo vmes daljnovode, tako kot so zdaj to naredili že parkrat v Ukrajini. Potem imaš še sam dizel agregate. Ne. Tako da v bistvu je eno veliko tveganje s tovrstnimi zadevami. Zato jaz mislim, to je ena od stvari. Drugo tveganje po Sloveniji zelo dobro poznamo, ne, je pa to tveganje, da vsi projekti na koncu, ko jih investiramo, so 2 do 3-kratna cena. Ta TEŠ je še vedno v naših glavah, vemo, so te cifre bile takšne in vemo, da se bo TEŠ predčasno zaprl in vemo, da se nam nekoj poplačal. In se zelo bojimo takšnih stvari, da bi se ponovile na 10-kratniku, 20-kratniku investicije na kakšnem drugem projektu, če gre za torej javno investicijo. Tako da jaz sem, če se že razmišlja v jedrski elektrarni, potem je infrastruktura je tu, je smiselno. Bom rekel, prvo je smiselno, da se obstoječa jedrska elektrarna porabi do konca življenjske dobe, te podaljšane zdaj dodatnih 20 let. To je zelo smiselno, ker zdaj je to amortizirano, ali pa večinoma amortizirano, zdaj nosi zlata jajca, ne? In jih naj nosi naslednjih 20 let. Ne? To je gotovo v redu. Ampak potem pa za novo, pa jaz mislim, da bi mogli razmišljati če že razmišljamo o jedrski energiji 4. generacije, torej v manjših reaktorjih, ki so manj nevarni, ki so hitreje umestiš jih lahko v prostor in so fleksibilni. Torej, tisto, kar sem prej rekel, črpanje električne energije v neki črpalne elektrarne, takšna novejše jedrske elektrarne bojo te opcije imele. Obstoječe in tudi te, ko so zdaj in tudi 3. generacija, tega nima. Deluje samo na polno. In to je problem v teh sistemih, ko se zelo gibajo. Ne? Čez dan imam sonce, imamo zelo poceni energijo, jedrske ne rabim, a izklopiti jo ne morem. In to je problem za te, bom rekel, nefleksibilne jedrske elektrarne. 4. generacija so fleksibilne, niso pa še čisto na zahodu, še niso čisto uveljavljene, ne rabijo še nekaj razvoja. Jaz mislim, da po letu 2030 bojo te stvari bolj zrele. So pa lahko umestijo veliko hitreje v prostor, ko so manjše problemi, so nekaj skoraj da, če bom tako rekel, malo karikiziram, kontejnerske. In mislim, da se bo v Evropi in po svetu nameščalo v obstoječe termoelektrarne, se bo dal drug generator, infrastruktura je tam, namesto premoga boš imel takšen manjši generator ali pa 2 in boš nadomestil to zadevo. Ne? Tako da jaz mislim, da bo na koncu en miks. Ampak če pogledamo pa Slovenijo kot takšno, pa poglejmo, ne? Številke ne lažijo. Mi rabimo nekje prijeti na 56 teravatnih ur. To je 56 tisoč megavatnih ur. Imamo letne porabe energije, ne samo električne, vse skupaj. In to je cifra, na katero moramo priti, 35% pol do leta 2050, pa ranga 100% samooskrbno. In tukaj izveda je lahko zdaj delež obnovljivih virov, pa tudi jedrska opcija lahko je v kombinaciji. Ampak, eni pravijo, ja, samo jedrska je prihodnost. Ja, poglejte, 4 jedrske elektrarne 1600 megavatov, take te velike, ko se o njej malo zdaj govori, 4 bi rabili, ker ena naredi ranga 13 teravatnih ur. To je to. Ona dela tam tistih svojih 88%, 90% v povprečju in to je ranga 13 teravatnih. 4x13 smo pa ranga na manj kot 50, ne? Smo tam ranga, a pa okoli 50. Ne? Mi rabimo pa 56 ranga, smo na končna raba. Torej, 4 bi rabili. In 4 nima nobene šanse, da zgradimo. Tudi ena bo problem, kot sem že prej rekel, z večjih tveganj in večjih problemov. Tako da v bistvu, če že ja, potem 4. generacija, pa naj bo to privatni kapital. Privatni kapital ni podvržen korupcijskim tveganjem toliko. Če je javno-zasebno, je vedno problem. Če pa že mora biti javno-zasebno, pa naj pa saj bo javni partner tu z neko infrastrukturo, pa zasebni naj plača stroške. Ne? To. In potem seveda so bolj ekonomične zadeve. Če je samo javno, potem je to kot od nikogar. In to poznamo. In je potem vse krat 3 ali pa krat 2.
Tako da je to. Tako da v bistvu vidimo en miks, ampak brez obnovljivih virov pa sploh ne moremo priti na teh 56 teravatnih ur. Torej, mi rabimo oboje na nek način razvijati, mi rabimo obnovljive vire razvijati danes, ker vemo, da z jedrsko opcijo še ni zrela na Zahodu, je zrela na Kitajskem, ima tudi Rusija, sam vemo, zaradi geopolitičnih stvari bo to zelo težko, zdaj karkoli tam se pogovarjati. Torej, na zahodne stvari pa še niso čisto zrele, vemo, da se Poljska pogovarja, se druge države tudi pogovarjajo v to smer in super, naj to se gre naprej in mislim, da bo čez, 4-5 let bo ta zadeva dosti zrela, tudi za te manjše agregate jedrske in se mogoče lahko na tem stvari kombinira z obnovljivimi viri. Ampak obnovljivi vir moramo pa danes iti naprej, ker vemo, do 2030 moramo priti na 35%. Poglejte, danes imamo obnovljivih virov 5 gigavatnih ur naredimo iz hidroelektrarn, kar so super, hidroelektrarne so odlična stvar. 5 gigavatnih ur, sonce je zdaj, nekje imamo 1000 megavatov sončnih elektrarn, malo čez 1000 megavatov sončnih elektrarn, naredi 1 teravatno uro, to je 6. Nekaj naredimo še seveda s kogeneraciji in tako naprej. Glejte, današnja jedrska elektrarna naredi v Sloveniji nekje 2,5 teravatne ure. To je slovenski del, pa še toliko hrvaški. Približno 2,5, 2,6 teravatne ure. Torej, danes naredi jedrska elektrarna za slovenski del samo 4,8% od naše končne rabe. Glejte, to ni neka cifra, da rečemo, na jedrski smo vse. 4,8. Dajte nam 3-4 leta, naredimo to sončno elektrarno, to isto količino električne energije. Brez problema. Samo, se pravim, da pa to energijo lahko mi naredimo, ampak jo moramo pa tem na nek način tudi izravnati. Torej, ali ima sistem neko, črpalno elektrarno postavi in to zaravna, to energijo, da jo lahko čez dan premikamo, da jo lahko porabljamo čez dan, ali pa seveda bojo pač baterijski hranilniki zraven mogli biti avtomatski sestavni del sončne elektrarne. In na tak način mi lahko pridemo. Torej, jaz mislim, da če povzamem, mi lahko pridemo in moramo priti, mi moramo iti z obnovljivimi naprej, torej te hidroelektrarne, ki so na spodnji Savi, na srednji Savi, upam, da bojo tisti 100 MW približno še, da jih bomo lahko postavili, kljub tem nasprotovanjem, ampak hidroelektrarne so odlična stvar, imajo malo večji vpliv na okolje kot ima sončnega praktično nimajo nič, ampak so vseeno odlična stvar. Jaz mislim, da bo treba še kakšno črpalno postaviti, Kozje, ker recimo se govori, pa še kakšno tukaj na Savi, mislim, da imamo par opcij, Senice, Zijani most in še kje. Tako da v bistvu, da to postavimo in se izravnamo, tako da je tudi Švica. Dajmo pogledati, kako so naredili. To so naredili, oni so celo sezonske hrambe naredili. Mi dajmo narediti vsaj kratkoročne, vsaj dvodnevne, recimo, tako kot imamo dol na Primorskem. Recimo, torej, da naredimo to, obnovljive vire, torej sonca imamo na pretek in sonce vidimo, zdaj delamo že kar lepo. Če pogledamo, če hočemo do leta 2030 zadostiti, delež obnovljivih virov, rabimo vsako leto do 2030 zdaj narediti nekje 700 MW sončnih elektrarn. In to je čisto dosegljivo. Z malo spodbujanjem, pa da ne uničimo trga, fotovoltaike z kakšno regulacijo, samo to je problem. Z kakšnim spremembo pravil, ki potem podrejo branžo. Potem, če se to ne zgodi, bomo mi samo kot branža lepo investirali v te stvari, podpora za baterijske hranilnike, ker vemo, da črpalnik še ne bo v tem času, in mi lepo gledamo 700 MW v povprečju naredimo in bomo teh do 2000, zdaj smo prišli na 25% naše končne rabe in to smo zadostili, mislim, da lansko leto, mogli biti 2020, smo mečkali za ostanko. Ampak ok, iz 2020, iz 25 na 35 je 10%. 10% smo rekli od 55 je ranga 5,5, torej 5 teravatnih ur. To pa je 5000 MW sončnih elektrarn, to pa smo rekli koliko imamo zdaj, 7 let, a pa 6 let, 6 let, če imamo do 30, 6 krat 700 kW, a pa 7 let je še, 24 do 7 let je še, če 30 zraven štejem, to pomeni 7 krat 700 MW, smo pa tudi tam 5 teravatih. Torej, 700 MW sončnih elektrarn, pa še kakšna hidro, če se bom jaz našla, pa še kim drugega malega bo zraven od obnovljivih virov, pa smo ta trend ujeli. Ampak je treba to spodbujati, ne zavirati. Ne pa tako kot zdaj, veste, že imamo 30-40% soglasje za priklopno omrežje, rečejo ne morete, ne da se, omrežje je polno, pa nič je res. Glede na vse to, kar ste danes povedali, kakšna
energetska prihodnost čaka Slovenijo? Kratkoročno, tole je že naslednje leto in če pogledate še malo dlje v prihodnost, kaj si lahko sploh obetamo? Jaz mislim, da bo pač ta trend z obnovljivimi viri mogel iti naprej, ker druge opcije nimamo. Tudi zaradi tega, ker cene na trgu, tudi za gospodarstvo, se enostavno povečujejo. Zdaj te ekstremi na srečo jih zdaj ni več, ampak veste, novo žarišče nekje se zgodi in cena je lahko 5x5 za električno energijo. In to smo že doživeli v Ukrajini in se lahko zgoditi spet. Ne. Tako da v bistvu, ali pa neko zelo sušno obdobje, kot je bilo pred kratkem, pa je lahko spet cena naraste, ali pa ne vem, da bi se na nek način rezervoarje plina spraznili. Rezervoarje plina so danes polni še vedno čez 90% v Evropi, kar je odlično, seveda, ker se je tudi poraba plina zmanjšala. Nekaj velikih industrij si je zaprlo, ker seveda ni dobro dolgoročno v Evropi. Poraba plina se je zmanjšala, zakup plinskih terminalov in seveda teh ladij se je enormno povečal zaradi seveda nevarnosti sabotaže. Vemo, da 2 plinovoda v Nemčijo sta šla v vodo, rečem, ne v zrak, sta bila uničena. Zdaj težave med Estonijo pa gor na severu še. Imamo samo praktično še en močnejši plinski vod na severu, pa enega za Žirje. Če tukaj kaj poči, veste, lahko poči jutri, potem avtomatsko je kriza pri plinu in avtomatsko dvig cene plina in avtomatsko dvig cene elektrike. In nažalost se bojim, da od tega prišlo, čeprav si želim, da ne bi. In to je to. Zato vidimo, da so vse ladje, ki vozijo plin, utekočinjen naftni plin, zakupljene. Z kakšnim razlogom? Plina imamo pa polna skladišča, kljub temu, da je december. Torej, tveganje za to vrstne stvari je nekdo kalkuliral ceno in je zakupil to na zalogo. Vidite, tukaj jaz vidim mečkam dolgoročno, in to pomeni spet, kaj je odgovor na to? Samooskrbnost. Samooskrbnost, kaj imamo v Sloveniji? V Sloveniji imamo sonce, ga imamo dovolj, imamo les, ker se z njim izredno veliko ogrevamo, in je dobro na to, les je odličen, imamo ga doma, in prije dol iz plina, čim bolj, in seveda prije dol iz nafte. In doma se ali znotraj družine, ali znotraj podjetja, ali pa seveda znotraj skupnosti ali pa cele države, izravnati z lastnimi viri. Potem pa tudi, če plinovod odleti, veste, ni več tako problem. Tudi, če so cene visoke, recimo imamo konkreten primer. Mi smo naredili zdaj na podjetju Sun Contract, pa skupaj seveda s soncem, sonce je inštalira sončne elektrarne, in Sun Contract pa pač ponuja celo infrastrukturo, digitalno in tako naprej. Smo naredili že nekje 40 samooskrbnih skupnosti. Prva je bila 100% samooskrbna skupnost za Vratek, cela vas šla v to. Potem imamo centre mesta ali pa dele mesta in tako naprej. Te ne poznajo bistveno nobenih sprememb zaradi podražitev električne energije, same energije, zato pač imajo svojo energijo in so izravnani tukaj noter. Zdaj bojo pa doživeli tole, umrežninsko zadevo. Tale je pač jih bo udarila po žepu. Ampak energija pa ne. Torej, energetsko gledano, če si samostojen, pa tudi, če se na trgu kaj zgodi, nima tazga vpliva ali pa nima nobenega vpliva. Če lahko samo še to, mogoče glede te omrežninske zadeve, ki ste jo zdaj spet omenili, kolikšna odstotna podražitev recimo lahko prizadene gospodinstvo, ki ne bo spremenilo svojih navad čez pol leta? Ja, takole bom rekel, tisti, ko ne bo nič spremenil navad, pa je rečemo en tak manjši gospodinjski odjemalec, to je klasičen v Sloveniji, nekje 4 MWh, temu se bo podražil račun v 2025 v povprečju napram 2023, recimo, nekje okoli 33%. 30-33%. Ampak to so taki manjši. Recimo, da se ogrevajo še vedno na kurilno olje ali pa na drva, pa porabljajo tiste 4 MWh. To so takšni. Tisti, ki je malo večji porabnik, recimo pa ima malo večje varovalke, pa je odvisno zdaj njegovega novega odjema, te špice, koliko bo, ampak če predvidevam ta tako imenovani dogovorjena obračunska moč, če bo recimo imel, tu smo par izračunov naredil, recimo če imel obračunsko moč dogovorjeno recimo 7 kW, ker je zelo malo, to morate vedeti. Ena pečica pa 2 rinke na šporhatu in je to že 7 kW. 15 minut pa smo noter. Ampak recimo, da bo zelo pazil, pa bo sam to imel, pa nima toplotne črpalke, ali pa jo ima res samo v ponočnem času dela, potem, ko bo zelo, zelo pazil, potem bo povečanje, bom rekel, imel
tudi nekje okoli 33%. Ne? Ampak to je, to, kar sem zdaj rekel, zelo težko zagotoviti. Kukor bomo šli pa več, je pa povečanje, tako je 50%, a ne? In pridemo lahko tudi, če na nič pazu, pa bo imel, recimo težava so recimo obrtniki, kjer pač ne morejo paziti. Veste, on, ko stroje za laufa, ki ima delo, ko ima tu zaposlenih, 10 v neki delavnici, se predstavljate enega mizarja, ki ima noter mu mašine za laufajo, kako mu on pazil, da ne bo čez dan porabljal elektrike? Ja, takrat ima ljudi zaposlene tam, kaj ne po nočmu delajo. Samo še nočne. Ja, veste, a smo znoreli. Ne? In on bo pač mogel zalaufati te mašine, pa njemu bo šel račun 100% gor. Pa ne bo samo 100, moče bo celo več, ker bo pa še energija čez dan dražja. Lahko. Tako, v zimskih mesecih. Ne? V poletnih mesecih bo pa manj, ker v poletnih mesecih te prvega bloka ni in v poletnih mesecih je čez dan energija pocen. Zato, ker ko sonce posije, je najcenejša energija. Tako da v poletnih mesecih se mu bo splačal delati čez dan, sveda bo pa nažalost splačeval tudi to višji blok, ampak je drugi blok čez poletne mesece. V zimskih mesecih pa nam bo splačal delati. A pa bom rekel, bo pa masno plačal. To je vse skupaj, če damo na neko črto potegnem, bo njegov račun šel gor 100%. In to je problem za obrtnike in za kmete. Kmeti isto. Oni imajo neke stvari in te, ko imajo večje špice, ki pač ne morejo drugače, ko imajo neko dejavnost v zadnji, te so penalizirane. Torej, penalizirali smo spet privatnike, torej podjetnike, kmetje, ki so tudi podjetniki, in penalizirali smo tiste, ko so šli v zeleni prehod. Kar se mi zdi pa nepravilno in nepravično. A lahko potem govorimo že o energetski revščini? Energetski revščini že do neke mere lahko bomo govorili. Ja. Sicer zdaj ta sistem je na nek način tiste, ko imajo zelo malo porabe, jih v bistvu ne podraži veliko, smo videli, podraži do 30%, svoje je veliko za njih, ne? Ampak ni pa tisto enormno, ko govorimo o velikih cifrah. Ne? Lahko celo v nekih primerih, tisti, ko imajo zelo, zelo malo porabe, in ko so res na robu, tisti bomo moče celo imeli, lahko tudi v nekih primerih, tudi celo manjši račun. Je tudi to možno. Ampak seveda, če nimaš teh nobenih špic. Ampak to zagotoviti bo pa, bom rekel, zelo težko in navade ljudi spremeniti, pa ne vejo niti kako. To je problem. Oni bi spremenili navade, ne vejo niti kako naj naredijo in bo preveč komplicirano za eno gospo 80 let, pa 60, pa 50, ali pa tudi enega gospoda teh let, čisto eno. To je enostavno preveč komplicirano in to ročno ne moreš. Tako pravim, edina opcija je avtomatizacija, kar pa pomeni spet košta. Pa če se kdo si to zmislil, pa naj plača to avtomatizacijo ljudem. Pa bomo imeli sistem. To pa niso pomislili. S to mislijo bi kar zaključila. Tako da, gospod Novak, hvala vam za vsa pojasnila danes. Veliko uspeha vam želim še naprej. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.